Zahvaljujem se vam, ker ste prišli na dneve odprtih ateljev. Dnevi odprtih ateljev so v tujini znana forma predstavitve likovnih umetnikov. Pri nas je to malo manj znano. Z današnjim dogodkom hočemo tole malo, kako bi rekel, popestriti dogajanje. Odprti ateljeji pomenijo, da likovni umetniki svoje ateljeje, v katerih ponavadi delajo in so više manje razmetani, malo pospravijo in omogočijo ljudem, da sploh vstopijo, ki ponavadi se ne da. No, zdaj smo mi tole z skrajnimi mukami naredili in vas vabimo, da si naše ateljeje, naše slike in naše ustvarjalnost tudi odgledate. Zdaj, kako bo pa tole izgledalo, današnja predstavitev, vam bo pa naša kolegica Maša Gala predstavila. Hvala lepa. Zdaj, pri tem projektu sodeluje več umetnikov, torej več ateljejev bo odprtih za vaš obisk. In sicer Igor Banfi, ki bo vodil eno skupino v svoj atelje in to je v drugem nadstropju, potem jaz, Maša Gala, v tretjem nadstropju, Barbara Kastelec, ravno tako v drugem nadstropju, Marko Batista, danes žal nima odprtega ateljeja, bo pa imel en poseben dogodek 13.11., tako da vabljeni je vse v teh zloženkah. Potem Mirana Robe v drugem nadstropju, Mira, ki si? Potem Sara Kosnik in Ana Lepčevič, imate skupaj v tretjem nadstropju, potem pa skupina 3 kolektiv in skupina AS, ravno tako v tretjem nadstropju in Tobačna 001, ki pa ima otvoritev 10. Žal ne danes, ampak 10. vabljeni je tukaj v bližini. Tako da, vabljeni, da si vzamete tole zloženko, pri vratarjih imate, upam, da dovolj, če ne pa sledite nam. In sicer v tej zloženki je plan, je torej načrt, kjer natančno piše kam. Zdaj, stavba je zelo kompleksna, veliko vrat, veliko nadstropij, mi smo se trudili in sprintali čim več plakatov, da bi vas usmerjali, vendar še vedno se lahko zgubite, tako da prosim, vzajemite se zloženke in do 7, pa tudi kasneje, imate čas, da ja, seveda, okoli 7 imate možnost, da hodite po ateljejih in obiščete kogarkoli želite. Potem pa vse lepo vabimo v 7 uri, bomo, in pač malo kasneje, akademskih 15 recimo, bomo pa v tretjem nadstropju imeli tudi pogostitev in eno skupno razstavo, ker smo se skupaj povezali in smo se odločili, da bi mogoče tudi na enem mestu imeli tudi vsake eno ali več del, tako da vabljeni. Zdaj bi se pa na koncu še izredno lepo zahvalila njeni ekscelenci gospe Ani Princ, ki je prišla na otvoritev. Thank you very much for attending. In seveda predstavnikom iz ministrstva, gospodu Šekorani in gospe Juditi Kivec Dragan, ki jo prosim za uradno odprtje. Hvala. Spoštovane umetnice, umetniki, vsi voditelji, voditeljice umetnosti, spoštovana veleposlanica. Jaz lahko samo rečem, da nam je v veliko veselje, da smo se danes tukaj v takem velikem številu srečali. Bom zelo kratka, bi morda uvodoma samo eno staro legendo o dveh velikih poznosrednjeveških slikarjev, Giotto in Cimabue. Po legendi je Giotto že kot mlad, izjemno nadarjen ustvarjalec, slikal na kamne v tej toskanski naravi, mimo je prišel takrat že uveljavljen slikar Cimabue in ko si je ogledoval te podobe na kamnih, je ostrmel in v njem prepoznal izjemno talentiranega umetnika, ki je kasneje tudi delal v njegovem ateljeju in v nekaj letih presegel svojega mojstra. Ta zgodba se mi zdi izjemno poučna, zato ker je v kasnejših stoletjih počasi namesto teh umetniških delavnic in umetnikov, ki so sami se predstavljali potencialnim naročnikom in občudovalcem svoje umetnosti, so jih začeli nadomeščati sprva umetnostni zgodovinarji pa kritiki, danes vse bolj popularno imenovani kuratorji, s katerimi sicer ni nič narobe, dokler ohranjajo povezavo med umetnikom
in njegovo percepcijo sveta, ki jo običajni ljudje pogosto ne razumemo in ostajajo. Ko pa prevzamejo škarje in platno povsem v svoje roke in pravzaprav umetnikom pričenjajo diktirati, kaj in kako naj delajo, potem pa je to zelo narobe. Tudi na Ministrstvu za kulturo smo pravzaprav začeli ugotavljati, da umetniki vedno bolj stopate v ozadje, v ospredje pa različni kuratorji, ki pričenjajo likovno umetnost modificirati na tak način, da pravzaprav oni ustvarjajo podobo prostora in časa, kar se nam zdi absolutno narobe. No, in smo res, kot je povedal prej že Igor, tudi po vzoru tujine, želeli dati spet možnost vam, drage umetnice in umetniki, da ustvarite to, kar vam je, če rečem nekoliko v starinskem žargonu, ta božji genij dal, da, ker čutite globje od vseh nas ostalih, da nam to vašo vizijo prostora in časa, ki jo skupaj doživljamo, predstavite na sebi lasten način. In umetnostni zgodovinarji smo šele drugi, ki potem skušamo to vašo govorico prenesti v govorico slehernika. Tako da upamo, da je to začetek neke nove politike razstavljanja pri nas, ki bo pritegnil številne ljudi, vam pa ponovno dal nekaj tistega upanja in zagona, ki smo vam ga umetnostni zgodovinarji v desetletjih seveda ne hotel odvzeli. Iskrene čestitke in res upam, da boste vsi uživali ob tej pri nas nekoliko novi produkcijski in razstavljalski praksi. Hvala.